Gan, kje sem? Ja, v avtu, a ne? V glavnem, meni se zadnje čase ful preveč dogaja v življenju. Zato sem se odločila, da bom šla na en tak solo road tripčič. Cesta potepanje na cesti, road trip. Potovanje po cesti, cestanje. Imamo mi slovensko besedo za road trip? To je moj prvi solo road trip, zato ker sem jaz dobila izpit za avto šele let pa pol nazaj. Let pa 3 mesece nazaj. Prej ga še nisem imela. In sem vedno potovala z busi pa z vlaki, kar je po svoje bilo super, zato ker sem lahko samo gledala skozi okno pa bila wow. Zdaj pa moram se izogibati vsem, ki imajo samomorilsko željo. Ampak na ta način pa vse lahko več vidim. Zdaj sem se trenutno ustavila v Sveti Barbari, Santa Barbara. Prej sem se ustavila v nekem takem naravnem rezervatu, kjer tudi tjulnji sedijo. No, ne sedijo, glih težko. Tjulenka sedi. Zdaj imam še 2 uri vožnje do tam, kjer sem namenjena. S sabo imam pol kuhne. Joj, ne vem, mogoče bom pa to rabila, pa mogoče bi si rada skuhala to, pa pol na koncu nič ne uporabim. Ampak, lej, tako da boš, da prinesem, pa ne uporabim, ko da nimam, pa da rabim. Dan se je začel zgodaj zjutraj. Ker kadar imam proste dneve, jih rada izkoristim, kakor se lahko da. Jutro je bilo res izjemno lepo. Po dolgih tednih slabega vremena je bilo prav fino videti sončni vzhod. Po nekaj urah vožnje sem se ustavila v Carpinteria, naravnem rezervatu, ker mi je iskreno izgledal fino na Google zemljevidu. Najraje na tak način raziskujem lokacije. Pozumam na zemljevidu in grem tja, kjer mi pač srce poželi. No, in ta kraj je definitivno še lepši v živo. Najboljši del pa so bili tjulnji, ki se sončijo na obali. To je uradni rezervat za tjulnje, kjer so na varnem in na obali jih živi okrog 100. Kasneje sem se ustavila v Pismo Beach, ki je še ena točka, ki sem jo videla na zemljevidu in se mi je zdela zanimiva. Jaz obožujem taka obalna mesta, kjer ima vse tak mal umetniški in surferski pridih. A veš, ko recimo poslušaš en album ali pa eno muziko v določenem obdobju svojega življenja, in potem pač nekako, kakor da ta muzika oziroma album zaznamuje, oziroma življenje zaznamuje to glasbo. In potem, ko jo poslušaš, se nekako kar vrneš v preteklost oziroma imaš te iste občutke. No, zame je to album, ogromno tega imam, ampak predvsem recimo zdajle in zdaj poslušam Angles od The Strokes. In jaz sem ta album poslušala obsedeno leta 2013 poleti v Santa Cruzu, ko sem živela v Ameriki, v Santa Cruzu 6 mesecev. In o moj bog, to je tak poleten album. Zdaj, ko ga poslušam, imam feeling, kot da sem 10 let mlajša, 13 let mlajša, 12 let mlajša. To je 12 let. Oh my god. Po nesreči sem se vrgla v življenjsko krizo. To je 12 let nazaj. Slabo mi je. Nisem v redu. 12 let je minilo tega, ampak še vedno lahko čutim tiste stvari, ki sem jih čutila tisto poletje, ko poslušam ta album. In smešno je, da se proti Santa Cruz se peljem. Ne peljem se glih do Santa Cruz, nekje pred tem se bom ustavila. Ja, peljem se ob oceanu, veter imam v laseh, polna sem kofeina in poslušam The Strokes. Kva češ lepšega v lifeu? To je to. To je to. To je ta feeling, ki sem ga iskala cel life. Kar kul. Vožnja do kampa je bila res, res lepa. Nisem mogla verjeti, kje se jaz vozim. Hotela sem več posnet, ampak ni bilo nikjer zaustaviti in nisem hotela snemati med vožnjo. Se vidi že, da je to malo bolj proti severnemu delu Kalifornije, kjer veliko več dežuje in je narava zaradi tega precej zelena.
Res sem komaj čakala, da se bom malo posončila v kempu. Potem pa naenkrat... Prišla sem v gosto meglo in v 16 stopinj manj. Na začetku sem bila kar malo razočarana, ker sem točno megli hotela pobegati, ampak ko sem prišla na sprehod ob plaži, sem si pa premislila, ker je megla dala lokaciji tok lep mističen pogled in najboljše je bilo to, da nikjer ni bilo nobenega. Tudi topla večerja in pa to počaj sta pasala veliko bolj, ker se je spustilo potem na 8 stopinj. In naenkrat sem bila vesela, da sem preveč spakirala, ker je bil večer precej mrzel. Nisem hotela spati v avtu, sem vseeno postavila šotor in sem se okrog 8 zavila v spalko. No, na koncu sem se zavila v še eno spalko in pa pulover in pa majico in pa kapo in dvojne nogavice in na ta način sem zaspala nekje okrog 9. Naslednji dan sem se seveda spet zbudila v meglo, ampak to je naredilo jutro tok očarljivo in fenomenalno lepo. Jaz toliko čarobnih prizorov nisem videla že dolgo. Šla sem na sprehod in kar nisem mogla verjeti, kaj jaz vidim z lastnimi očmi. Najboljši del je bil pa to, da sem dejansko res ujela sončni zahod na koncu, kar si sploh nisem mislila, da se bo zgodilo. Ko je sonce ušlo, sem se odločila, da grem pogledat eno sotesko, ki se imenuje Hazard soteska. In ker je bilo toliko zgodaj zjutraj, so očitno srne se počutile varne in so jedle svoj zajtrk kar na parkirišču. Jaz sem toliko srečna, da sem živa. Toliko hvaležna, da imam oči, ki delujejo, pa ušesa, kolikor tako delujejo. Tako da imam možnost priti sem in to vse videti, in da to vse obstaja, med tem, ko jaz obstajam. Lej, koliko zeleno! Ta soteska me je čisto popolnoma osupnila. Hazard Canyon, v bistvu Hazard soteska, je bila dolgo časa skrivna točka za surfanje. Lokalni surferji so jo menda močno branili. In če nisi bil domačin in si avto parkiral pri skrivnem vhodu, so ti prekrili okna z debelim slojem voska. No, sčasoma je potem ta lokacija postala kar precej popularna, zdaj je objavljena v revijah, pa na internet blogih in pa tudi v turističnih priročnikih. Sicer sama sem videla zelo malo surferjev in pa skoraj nič ljudi, tako da mislim, da je med tednom izven sezone še vsaj kar da skrite lokacije. Za nazaj sem si izbrala eno drugo pot do avta in sem šla čez en tok lep gozd. Sončni žarki so pronicali skozi meglo. Imela sem občutek, da sem v Twilight filmu ali pa zvezni državi Washington. Fino je raziskovati peš, ker vidiš stvari, ki jih drugače ne bi. Naslednji postanek je bila sprehajalna pot, imenovana Bluff Trail. Vse to, kar sem šla obiskat, je del Montaña de Oro parka. Tam sem se zadržala večino dneva, ker se spet nisem mogla nagledati vseh teh pečin in skal in razburkanih valov. Res sem se vprašala, zakaj se sploh sekiram za kaj v lifeu, če pa te lokacije obstajajo, pa jih lahko vsake toliko vidim. Najbolj zanimivo je bilo to, kako se je naenkrat prikazala megla iz Tihega oceana in popolnoma prekrila modro nebo. Naenkrat sem bila spet obkrožena z gosto meglo in 8 stopinj nižjimi temperaturami. Ampak, kot smo že pogruntali, megla naredi lokacijo še lepšo. Zelena barva narave je postala taka globoka
In pa ocean je dobil lepo turkizno barvo in tak srhljiv, mogočen pridih. Ok, jaz sem lačna. Ustvarili si bomo tortiljo s kuhanim korenčkom, čičeriko, rižem in avokadom. To je vse, kar imam s sabo še. Tudi vedno neke omakce. Evo, 2 tako bele omake. Pa mislim, da imam celo sojno omako v svoji torbici. Ja, imam, ja. 2 sojni omaki. Evo ga. Burrito. Oh my god. To je life. To je to, life. Lej si ti to. Začel je ful pihat in jaz sem dojela. Jaz nisem šotora pritrdila sklini. Tako da grem zdaj pogledat, če je še tam. Šotor je bil, okej, sicer je bil nekje drugje, kjer sem ga originalno postavila, ampak še vedno na moji parceli. Seveda, ker je bil lep dan, sem si privoščila večerjo z razgledom. Veter se je začel počasi umirjati in večer je bil tako noro lep. Ko sem sedela na klopci v kampu in gledala okoli sebe, z nemogočo hvaležnostjo, da lahko vse to doživim, sem v daljavi videla, da se je vmes nebo obarvalo temno rdeče in da bo sončni zahod vreden ogleda, kljub temu, da sem tisti dan prehodila 13 kilometrov. Zadnje jutro sem preživela na svoj najljubši način. Odločila sem se, da grem na en fin jutranji tek. Vrnila sem se nazaj na lokacijo, kjer sem bila prejšnji dan večino časa, zato ker sem si rekla, da bom tekla, dokler ne dočakam sončnega vzhoda. Z vremenom sem zadnji dan res imela srečo. Zna biti maj kar zanimiv, namreč na začetku marca sem se prijavila za svoj drugi polmaraton, predtem sem tekla polmaraton leta 2023, ampak potem, ko sem se prijavila, sem pa toliko delala, da mesec in pol nisem skoraj nič tekla. Tako da ne vem, kako bom preživela teh 21 kilometrov, ampak če bojo vsaj pol toliko lepi, kakor je bilo teh 8, bo šlo, ker bom itak skozi jokala od lepote. Evo, takole. Prišla sem s tekom, preoblekla sem se kar kle. Se nobenja ni. To je kot nalašč. Sem si rekla, da najdem en kamen ali nekaj na tej plaži. Kakšen dober span se. No, in potem je bilo čas, da se pospravi šotor in se počasi pripravi na odhod, kar je vedno najtežji del, kljub temu, da sem bila tam samo 48 ur. Zdaj se pripravljam počasi na to, da bom začela se voziti nazaj. Kupila sem si suši. Važno, da imamo zdaj zaenkrat zgleda, da bo 7 ur. Jaz mislim, da bo bolj 8 oziroma malo več zaradi tega, ker načeloma je 5 ur. Plus rada bi se še kje ustavila in to. Opazujem, kako nekdo krade nakupovalni voziček. Malo se bom ustavila, nekam bom šla suši pojesti in ja. Ni šlo. Zagibam se temu, da grem domov. Znam se tako dobro, da si zdaj izmišljujem ne vem koliko enih stvari, pa še to rabim, samo da ne bi šel domov. Ampak moram iti domov, ker imam ful za delati in pa cel vikend delam, pa bolj verjetno cel naslednji teden, vsak dan. Jaz imam občutek, da sem en teden nazaj šla od doma. V bistvu sem pa majčkeno več kot 48 ur nazaj šla. A zdaj praviš, da po vsem tem pa moram jaz se nazaj vrniti v realnost, pa jesti obroke za mizo.
Ampak dinarčke je treba zaslužiti, zato da se lahko pol to spet fino imamo. Se nasekiram zato, ker imam en super trip planiran za rojstni dan, ko naj bo zadovoljenje. V glavnem, to je to. Hvala za ogled. Ne se pozabite naročiti. Pa pustim vas z enim lepim razgledom.